dan vsem skupaj. Najne ime, jaz sem Aljoša Toplak. Jaz sem Ivan Šokič. In zdaj na začetku nekaj zanima. Koliko slovenskih avtorjev znanstvene fantastike in fantazije poznate? Kar lahko naštevate? Še kjer? Mariša Opis. Kako? Mariša Opis. Ok. Mateja Lavič. Super. To že več let poznam jaz. V glavnem, izgleda, da pač komisel začela, pa že služi najin spletni portal svojemu namenu. Danes naju pač želiva predstaviti ta spletni portal znanstvena-fantastika.si, ki je zaštartil svojim delom v začetkom julija. Namen tega spletnega portala je nekako, recimo temu, zgraditi na novo, postaviti slovensko literarno, znanstveno-fantastično in fantazijsko sceno, ki je do neke mere omejena pač na Supernovo, ki je edina literarna, znanstveno-fantastična in fantazijska revija tiskana, ki izhaja v Sloveniji. Poleg tega bi pa danes opozorili še na par drugih problemov, ki se tiče slovenske literarne, znanstveno-fantastične in fantazijske scene. Torej, z Ivanom smo pred parimi leti začela ustvarjati znanstveno-fantastične in fantazijske zgodbe. In na eni točki smo se vprašali, kakšne so sploh opcije za slovenskega avtorja znanstvene fantastike in fantazije v Sloveniji. In ko smo pogledali našo dejansko literarno okolje, smo videli, da ne velike. Naši avtorji so pogosto prisiljeni k temu, da se zatekajo v angleščino in tuje trge, kar tudi med drugim vidimo recimo na samih literarnih podelitvah danes, kjer so tudi dve izmed treh zgodb sta bile napisane v angleščini. Torej se vidi, da se na nek način je miselnost ta, da skušamo našim avtorjem pomagati, da naj uspejo v tujini, ker v Sloveniji ni dobenih pravih opcij. No, to mi dva želimo spremeniti, želiva prispevati k temu, da bi dejansko v Sloveniji bilo nekšno literarno okolje za znanstveno fantastiko in fantazijo, da bi želimo spostaviti neko platformo, ki bi te avtore predstavljali širši publiki. Tukaj, če te smem prekiniti, edina zgodba na NMN, ki je bila letos objavljena v slovenščini, je bila od Aljoše. Tako da to velja izpostaviti, da pač dejansko delamo tisto, kar promoviramo. Zdaj, kar se tiče neuspeha domačih avtorjev, mogoče gre tukaj za neko izkrivljeno dojemanje žanra. Zelo znana je fantazija je za otroke. Zdaj, to je ponavadi neka krilatica, za katero so krivi recimo temu pač literati iz drugih žanrov, ki fantazijo oziroma znanstveno fantastiko podcenjujejo do neke mere, ker Aljoša bi znal tukaj kaj več povedati. Ja, zdaj, stvar je tudi ta, da ko je družbena percepcija fantazije, da je to nekaj za otroke in mladostnike, pogosto dela, ki pa niso mišljene za otroke in pač so mišljene mogoče za malo bolj zrelega bralca, so preprosto v očeh literarne kritike spregledane. In ker literarna kritika v Sloveniji je tista, ki v veliki meri vodi tok bralstva, ker je trg dokaj majhen, to zelo vpliva na naše domače avtorje. In tudi založbe dajo prednost tujim avtorjem, seveda zato, ker gre za preizkušena dela, ki so že prestala test trga. Gre tudi pri tujih delih za obsežne produkcije, kjer se delo zelo razceplja, imamo testne bralce, urejevalce, svetovalce. V Sloveniji pa so pogosto avtorji prepuščeni samim sebi in na tak način zelo težje zadostijo nekemu splošnemu okusu. In zdaj ideja tudi za portalom je ta, da slovenske avtorje soočimo z bralci in jim omogočimo neko platformo, kjer bodo lahko dobili neposredne povratne informacije od bralcev za pomočjo komentarjev. Ja, komentarji so odprti, pa dobrodošli, vedno. Zdaj, kar se tiče tudi tega, da slovenske
knjigarne ne samo pa založbe ne samo dodajo prednost tujim avtorjem pa prevodom, ampak se za domače avtorje v bistvu nasplošno sploh ne zanimajo. Zaradi tega je pač slovenska literarna, znanstveno-fantastična pa fantazijska scena v glavnem prepuščena samo založništvu oziroma majhnim založbam, ki pa imajo omejen domet. Tukaj je treba poudariti še, da recimo temu, da v Sloveniji že spet zaostajamo, da ena prednost, ki jo imajo neodvisni avtorji v tujini, na primer v Združenih državah ali pa po večjih evropskih državah, je na primer prisotnost na Amazonu. Na primer elektronske knjige so za neodvisnega avtorja, bi po mojem mnenju bilo rečeno, velika prednost, ker so veliko cenejše kot tiskane knjige in bralcu takoj dostopne. Vse, kar je potrebno, da ima pač eno elektronsko napravo, lahko tudi računalnik te dni in lahko bralec tam bere te knjige. Ampak v Sloveniji se to zaenkrat še, recimo temu, da je še vedno v povojih. Torej, zdaj literarna kritika seveda naša slovenska odgovarja na te očitke, češ da so slovenski avtorji imajo preveč intertekstualnosti, nekako se zavijajo v meglo že obstoječih fantastičnih elementov, preprosto kopirajo neke že spostavljene fantastične elemente in jih preprosto jemljajo za samoumevne, s čem bi kao naj bilo vstop v dela naših domačih avtorjev zelo težko, ker nekemu splošnemu bralcu. Zdaj, naj si bo to res ali ne, na našemu portalu želimo promovirati dela, ki pa ustvarjajo neka lastne fantastične, neka izvirna fantastična dela, se oprejo mogoče na bolj kulturno-zgodovinska, da neka bolj izročila, ki so nam bliže kulturno in zgodovinsko, morda na slovansko mitologijo, na vse to izročilo, ki še ni bilo izkoriščeno do te mere, kot bi lahko bilo. In zatem menim, da je tudi naši avtorji dobili bistveno prednost pred tujimi, namesto da postavljajo svoja dela v neke daljne svetove, ki smo jih že videli, ustvarjajo svoje lastne svetove. Mislim, tudi tuji daljni svetovi so dobrodošli. Tukaj se v bistvu sklicujemo na uspeh hrvaške znanstveno-fantastične pa literarne scene, ki je v bistvu začetkom, proti koncu 20. stoletja z lansiranjem neke iniciative njihovega znanstveno-fantastičnega pa fantazijskega literarnega društva Sfera uspelo nekako res postaviti celotno sceno na noge. To so pa dosegli z eno trilogijo, ki se je imenovala Zagreb 2004, Zagreb 2014 pa Zagreb 2094. Te knjige so izhajale, te zbirke kratkih zgodb so bile izdane v 90-ih letih 20. stoletja. Kar so pa naredili s tem je pač, da so prebili neko, recimo temu steklen strop, mišljenje, da je znanstvena fantastika samo dva ameriška pisca pa en Rus, ki se nanaša na Heinleina, Clarka pa Asimova. In da se lahko pač znanstvena fantastika dogaja tudi kje drugje kot v New Yorku, če da se obrnemo na vse filme s superjunaki. Zdaj, po tem projektu je vredno omenim, da na hrvaško literarno okolje fantazije in znanstvene fantastike res doživela neki razcvet. Zdaj verjamem, da koliko revij? Mislim, da jih je od 6 do 8. Zdaj številka varira vsako leto, mogoče kakšna gre, mogoče kakšen pride. Ampak dejstvo je, da je pač, odkar so pač začeli poudarjati, da hočejo znanstveno fantastiko v svojem jeziku, je začela nastajati znanstvena fantastika v hrvaškem jeziku. Na podoben način mi želimo promovirati slovenščino, ker če imamo napisano pač kratke zgodbe v slovenščini, potem predvidevamo, da bojo nadebudni mladi pisci, lahko tudi stari, videli, da imajo neko priliko biti nekje objavljeni in da se to dejansko bere. Torej, ideja je ta, da naši avtorji, da se ne bi rabili skoraj kosati na nekem tujem trgu in se meriti z nekimi native speakerji angleščine, torej maternimi govorci,
In zdaj mi dva jim ne moremo pomagati, kako bojo uspeli v tujini, lahko pa nekaj naredimo glede tega, kako jim bo uspevalo doma, na našem slovenskem trgu. In zato želimo spodbujati v slovenščini. Torej, portal je slovenski za slovensko bralstvo. Zdaj tukaj dobivamo tudi maile nadobudnih bralcev, ki pišejo v angleščini, pa kako jim lahko pomagamo, pa kako si lahko najdejo nekoga, ki jim bo to popravil. In naš odgovor je vedno, pišite v slovenščini. Potem vam bomo z veseljem pomagali. Če hočete pisati v angleščini, vam lahko želimo samo vso srečo. Imate celoten angleški trg, bralcev je veliko, izvolite, prosto pot, ne zadržujemo nobenega. Sam mogoče res zanimivo elitistično pa ekskluzivno, ampak res namen celotnega projekta je zgraditi neko slovensko znanstveno fantastično pa fantazijsko sceno. Iz tega razloga, da bodoče generacije, recimo čez 10-20 let, ko bo nek mulc prišel v knjižnico pa rekel, da on bi pa bral o raketah, mu bo lahko knjižničarka ponudila kakšno domačo knjigo, ne samo pač Hajna in Clarka ali pa kdorkoli bo že modern v tistem času. Okay, zdaj prej, ko smo omenili hrvaško fantazijsko sceno, bi morda bilo vredno omeniti revijo Supernovo, ki je tudi izpostavljena tukaj, kjer izhajajo tematski razpisi. Torej, ideja je ta, da se domače avtorje spodbuja, da postavijo, da pregledajo naše domače izročilo in postavijo fantazijske zgodbe v bolj bližen svet, bolj neraziskan svet. Recimo zadnja razpisana tema je bila fantastična antična Celeja, ker je in zdaj v zadnji številki Supernove je šlo nekaj zgodb, kjer torej fantazijski zgodb, ki so postavljeni v antično Celje. Torej, to je en projekt, ki se približuje temu, kar so pred parimi leti torej storili na Hrvaškem. Ja, kaj pa zdaj pač dejansko mi objavljamo na tem spletnem portalu, ki je zdaj koliko star, 3 mesece, mogoče 4. Kot prvo eseje, ki se tiče samega pisanja, znanstvene fantastike in fantazije, mogoče pač raziskujemo kakšne teme, ki so nekomu domače, nekomu tuje, vsakakor pa ponujajo neko novo perspektivo. Potem so tukaj pač zapisi iz namizja, to lahko vidite zgoraj, da je en tab, v katerem objavljamo v bistvu, vemo pač, da danes velika večina ali pa dobršen del publike, ki je zanima znanstvena fantastika pa fantazija, jo zanimajo tudi namizne igre. In imamo pa tudi iz realnega sveta primere, kjer so pač določeni uspešni pisatelji, naprimer Steven Erikson pride na misel, svoje pač najbolj uspešne zbirke zasnovali na kampanjah namiznih iger, ki so jih hoteli prvo imeti za sebe in za svoje prijatelje. Malazan Book of the Fallen je dober primer. Ja, torej ideja je ta, da ker so namizne igre nekaj, kar te pisce znanstvene fantastike in fantazije res navdihuje z novimi idejami, z edinstvenimi podvigi, z edinstvenimi prigodami. Ideja ta, da smo ustvarili torej neko spletno gredico, kjer se lahko vsak svoja edinstvena doživetja deli z ostalimi in morda navdihne koga, kakšnega pisca, da kakšno novo idejo. Zdaj tudi, kar se tiče samih zapisov z namizja, to je taka krajša forma, ki je res namenjena recimo temu amaterjem, ljudem, ki ponavadi ne pišejo, ampak so imeli ali pa 2 ali pa več 10 dogodivščin, ki so jim ostale v lepem spominju in ki bi jih mogoče radi delili. Zdaj, namen tega je pa, da ko to enkrat zapišejo, pa nam pošljejo v objavo, ko enkrat mi to objavimo, potem to lahko služi naprej tudi za inspiracijo ostalih bralcev, ki bi mogoče radi pisali kaj podobnega, ali pa najdeli v temu navdih za svoje lastno pisanje. Nadalje še objavljamo novice iz tujine in v Sloveniji, kaj se dejansko dogaja v Sloveniji, torej na področju znanstvene fantastike in fantazije. Imamo pa tudi odprt stalni razpis, kjer sprejemamo kratke zgodbe
žanra znanstvene fantastike, fantazije, nadnaravni horor. Res, Ja, tukaj je res pač recimo temu, da sprejemamo vse podzvrsti prostih rok, če boste pisali pač vojaško znanstveno fantastiko, space opere, cyberpunk, kiberpunk, parni punk ali pa karkoli podobnega, ne. Prosto, dobrodošla fantazija, znanstvena fantastika, nadnaravne grozljivke. Karkoli se spomnite, bomo z veseljem prebrali, ne, in če je res pogoj za objavo so recimo temu minimalni, samo pač kar se tiče fantastičnega oziroma znanstveno fantastičnega, to pa zahtevamo, da je nekak ključni element zgodbe, ker če znanstveno fantastičen oziroma fantazijski element v zgodbi ni tist, zaradi katerega zgodba sploh lahko obstane, potem to ni fantastična oziroma znanstveno fantastična zgodba. Ja, torej želimo vsem avtorjem, ki pišejo zgodbe, ki v nekih klasičnih literarnih revijah ne bi bile sprejete zaradi žanrskih omejitev, pa prav ideja, da lahko pošljajo sem in tukaj delijo svoje dela. In zakaj bi naj bil fantazijski element res osreden, to pa je pač zato, da kot pisci fantazije in znanstvene fantastike pač uživamo v tej svobodi avtorstva, ko smo arhitekti, gradimo svoje svetove in zdaj vidi se, kdaj je pač zgodba preprosto preoblečena na silo v znanstveno fantastiko in kdaj je avtor dejansko pač dal vse not in izkoristil žanr. Tukaj jaz rad rečem, da ne pretiravati z arhitekturo pa risanjem načrtom, ampak začnite pisati. Ja, to je. Ker če bomo samo načrtovali, pa ne bo nikoli narejeno. Kar se pa res tiče, naprimer, moja inspiracija za pisanje je avtor Conana pa Solomona Kaina, Robert E. Howard, in jaz v pisanju vedno iščem akcija. Jaz sem tip človeka, ki se zelo hitro zdolgočasim, ki se ne mara dolgočasiti, in če mi pač branje preseda, mi potem pač dosti hitro preseda. Tako da dokler me drži knjiga, me drži, pa ko me ne drži, pa je nekaj narobe. Dosti jasno. Tako da tautološko bi rekel. Gre v bistvu za to, da zgodba, to opažamo, da je problem pri določenih zgodbah, ki nam jih pošljajo, da je zelo veliko nepotrebnega razlaganja. Razlaganje brez katerega bi pravc čisto lahko prav zgodbo, pa zgodba zaradi tistega manjka ne bi nikakor trpela. Ja, pravijo, da razlaga je mašilo teksta, dialog je gonilo teksta. Ja, zdaj jaz pravim tudi, da ni treba pač imeti preveč dialoga, ampak več akcije. Hočem meče, pa zmaje, pa vse ostalo. Zdaj, zgodbe, ki so do zdaj objavljene, gre večinoma za nagrajena dela slovenskih literarnih natečajev. Torej, večinoma, ne vsa. Ne vsa. Med drugim imamo objavljeno dobitnico srebrne supernove, to je torej nagrada za znanstveno fantastiko v Sloveniji. Potem lanskega zmagovalca na meji nevidnega, Ivana zgodba. Torej, ampak želimo pa si pač videti več del, skoraj več zgodb od nadobudnih piscev, ki iščejo platformo, kjer bi delili svoja dela in ki je žal v Sloveniji, razen že omenjene supernove, žal ni. Ja, kar želiva povedati, ne želiva objavljati sam najine zgodbe. Tako da prosim, pište. Torej, z tem razpisom imajo bralci priliko, da tudi sami pomagajo k izoblikovanju in vzpostavitvi literarnega okolja pri nas, torej znanstveno fantastično in fantazijsko literarno sceno. In to je torej ta ideja, da res stopimo skupaj in vsi, ki imamo kakšno željo, da bi obstajalo pri nas neka platforma, neke možnosti, neki teksti zanimivi, da stopimo skupaj in skupaj kreiramo to okolje.
Naš razpis je na splošno namenjen, lahko nam pošljete novice, eseje, kratke zgodbe, vse je dobrodošlo. Če kdo slučajno se hoče bolj angažirati pri samem delovanju portala, je tudi dobrodošlo. Več ljudi, ki imamo, boljš je. Tukaj se že spet spomnim te hrvaške sfere. Oni so začeli z 8, mi 2 so 2, tako da najmanj še 6 mest je prostih. Dobro, zdaj pa bi morda vprašala, če so kakšno vprašanje takega. Vse je dobrodošlo. Mnenje, vprašanje. Dokler je v slovenščini, ne? Prosim? Vse je dobrodošlo, dokler je v slovenščini. Tako je. Tako je. Kakšne imate dolgoročne plane? Mislim, v kakšno usmeritev gre se? Tukaj zdaj najbrž sprejmete kakršenkoli zapis, ne? Pač od največjega amaterija do pač nekaj zelo konkretnega. Kakšne pa potem naprej? A bi ves čas sprejemali vse oblike zapisov od vseh ljudi ali mislite potem kasneje se bolj kanalizirati? Bolj... Ja, mislim, da je ideja, da zmeraj želimo, da ima vsak možnost prispevati svoje in da ostanemo odprti, da ko vidimo kvaliteto, kvaliteta je kvaliteta, ne glede na to, kdo pošne, tako da definitivno, da ostane čim bolj odprto in da lahko čim bolj množično se naravno razvija to literarno okolje, ne za strani, da bi zdaj bil nekaj diktatorja, ki bi diktirala, kako naj to zgleda, ampak da dejansko... Sem benevolentni tiran. Ne, kar se tiče pač tega lepota spletne strani o tem, da če slučajno nekega dne pridemo v tej mehni, cirka 2 milijonski državi do te točke, da bo toliko profesionalcev hotelo objavljati na spletnem portalu znanstveno-fantastika.si, potem lahko vedno pač dodamo še eno kategorijo, namenjeno samo za mladi upi. Mladi upi, amaterji ali pa karkoli drugega. A bo pa kdaj šlo v obliko svoje revije ali pa, mislim, kakšni so kakšni dolgoročni plani, če so, mislim, ne vem, če to... Trenutno se razmišlja o tem, da bi na eni točki prešli v stanje revije, ampak to so zaenkrat še vedno načrti v povojih, tako da se ne more nič kaj bolj konkretnega reči. Še kakšno vprašanje? Dobrodošli, so res. Ne grizamo. Izvolite. Imate predvidene tudi klinke, recimo, jaz sem knjige dal na razpolago digitalni knjižnici Slovenije, možno, da se link naredi na to. Zdaj, ideja bi bila, da pogledamo knjigo in se napiše kakšen, kaj ta knjiga je, recenzija. Recenzija, novica, kakršnekoli knjige v elektronski obliki. To je najlažja stvar narediti z veseljem. Več materijala, ki imamo za delati, boljše, več bralcev lahko pritegnemo, več publike, več nadobudnih piscev in podobno. Recimo temu, da uspeh rodi uspeh. Več. A potem mišljeno predvsem relativno kratke zadeve, ki ste prej rekla, spisi, kratke zgodbe in tako naprej, ali tudi potencialno za daljše zadeve, recimo novele, romanje in tako naprej? Novele, romani trenutno odpadajo. Imamo pa omejeno pač dejansko za zapise na mizjo, mislim, da je omejeno od 500 do 1000 besed. Ja, to je bolj okvirno. Ja, okvirno. Kratke zgodbe 1500 do 2500, kako? Bolj anekdotalno sem dobil občutek, da... Ja, zapisi na mizjo so anekdotalne zadeve. Imamo v bistvu oba dva primera. Jaz sem napisal enega, ki je bil res anekdotalen. Aljoša je napisal enega, ki je bil zgodboven. Tako da... Ja, pač prosta forma. Zdaj, ideja je za daljšimi zapisi še za enkrat, torej se ne bomo spogledovali, dokler je tudi stvar samo na internetu. Ampak pa enkrat, ko se začnemo. Potem pa je. Če kakšno vprašanje? A pa če recimo, ne, imaš večjo idejo, večjo zgodbo, ampak da imaš serijsko, se pravi po chapterjih. Se
pravi, ne vem, če bi revija, tako če je v elektronski obliki, če bi izhala, bi v vsaki novi številki prišel nova poglavja ven. Dobrodošla je, pač vse, kar mi hočemo, je, da nam pošljete dokončano delo. Poglavja posamezna bi pa ostala relativno kratka. A ne, da se pač vsem ostajajo v pač dolžini kratke zgodbe. Ja, mislim, to bi bilo super. To je tudi en ruski avtor, je za pomočjo bloga v kratkih chapterjih objavljal. Točno, Glukhovski, če je kdo bral Metro 2033, Glukhovski je prvo knjigo pisal na svojem blogu in potem je dejansko popravil vse stvari, ki so bile napačne. Naprimer, razlika med nabojnikom pa magazinom, pa kdaj se uporablja kera. Bralci so zelo občutljivi glede takih stvari, in je lepo, kad te upozorijo na take podrobnosti. In je uspel pač izpiliti take zadeve. Čeprav pri Glukhovskem je šlo še en korak naprej, ker prvi zaključek zgodbe knjige, ki ga je napisal, je bil toliko zanič, da so pač komentatorji bili tako, da je to spremen. In je potem pač vzel to v zakup in je dejansko spremenil. Spoilerji, zaključek ni nič boljši. Ja, torej, zdaj na tak način, zdaj prej smo menili pri obsežnejših produkcijah, ima avtor vedno na razpolago neke testne bralce, neke svetovalce in vse to. Zdaj, to, kar ste omenili, je dejansko na takšnem portalu zelo lepo uspevalo, zatem, ker dejansko komentatorji, torej bralci sami podajo komentarje in sproti komentirajo in si ves čas med ustvarjanjem lahko za stikom z svojim bralstvom. Tako da ja, to bi bilo definitivno dobrodošlo. Če smem dodati, da ne bo kdo mislil, da je pisanje kot šumbal. Zdaj, midva nisva neki, pisala sva že, ampak ne resno, ne. In tako, pred 3 leti, ko sva začela s temi najnimi izzivi, ki so bili nekako na podlagi, midva bi rada malo več pisala, ampak sva prelena in se ne morava spraviti pisati, ne. Je bilo tako nekako, si bova določila en drugmu 5 naključnih besed in potem moraš v zgodbi, ki je bila takrat omejena, da mislim, da je vsaj 500 besed, pa so zvišali na vsaj 1000 besed. Vidite, kako je to počasno narašča. Da dejansko samo te besede vključiš v zgodbo in potem lahko, da na koncu tedna, pa en drugmu pošle v to zgodbo, ki gre v popravo. In ta poprava je ena taka res super zadeva, ker ne samo, da drugega lahko skritizirala na polno, tukaj si res ne prizanašala, ampak dejansko ti tudi pomaga odpraviti določene napake, ki jih se prej nisi niti.